Dej mi en lep dan, ene lepe novice. Na 24-uri dnevniku pravijo vice. Mujo kupu Patrije, pa je dobo popust. V parlamentu se ne kregajo, šli so na dopust. Dej mi en dan brez tekunov, en dan brez telefonov. Da grem mirno po pir v štacuno, da ne pada toča, da ne dvigajo se strehe, da ni ene nesreče na slovenskih cestah, na slovenskih vodah, v slovenskih gorah. Da reševalci in policaji ostanejo doma, vi pa vsi v zuni. Hej jo, klubi so puni, družba je zbrana, happy hour ob vsaki uri, muska je prava. Sami old school komari, inflacije ni, pijačaj, cenej kolani. Dej mi en dan, da vrne se moj stari, en dan pa naj takrat si cajt mi ustavi. Ko pogledam v čez okno, dežuje, ko pogledam v ekran, še huje. Dej mi en lep dan, en normalen program, vse to mi je tuje. Ko pogledam v čez okno, dežuje, ko pogledam moj live, še huje. Dej mi en lep dan, da sonce spet tuje. Dej mi en lep dan, odpihen oblake stran, da ne bom Korijana, mogo nosi dežnika zraven. Dej mi en lep dan, brez negativne kritike, en program, brez pojoče mislice, brez hudih producentov, ki nimajo pojma, brez hudih dirigentov, ki delajo kar jim je volja, da zvezde ne pojejo, da zvezde volijo, da zvezde kaj pomenijo, prednji vse skupaj hodijo. Dej mi en dan, da se rola slovenska muska cel dan, ne sam po noči, ko folk je zaspan, ko naredim spot, da ga lahko kam dam na en normalen program, ne da ga doma gledam sam. Dej mi en dan, brez slovenske faušije, en dan, da friend me ne zašije. Dej mi en dan, a pa veš kaj, če mi ne može ta dan, vzemi onge slabije stran. Ko pogledam v čez okno, dežuje, ko pogledam v ekran, še huje. Dej mi en lep dan, en normalen program, vse to mi je tuje. Ko pogledam v čez okno, dežuje, ko pogledam moj live, še huje. Dej mi en lep dan, da sonce spet tuje. A že snemamo ali kaj? Lep pozdrav, dragi gledalci. Poglejte ven čez okno in boste videli, da ne dežuje. Poglejte v svoje ekrane in boste ugotovili, da ni še huje. Danes je en lep dan in en normalen program. Ste na Arena TV in gledate oddajo Moje ime je pa Olga. Slovenski rap je lahko dober. Slovenski rap je lahko kvaliteten. Še posebej, če k temu prispevajo tako dobri in tako zagnani ljudje, kot je moj današnji gost. Sixpack Čukur, ki je danes prišel s svojo ženo Niko. Pozdravljen Boštjan, pozdravljena Nika. Ker verjamem v moč prave ljubezni, sem vas povabila skupaj z ženo, ker vem, da je ona tista, ki vam stoji vedno ob strani. Torej, hvala lepa, ker sta prišla oba dva. Hvala za povabilo. Hvala, Olga, za povabilo. Ni za kaj. Torej, Sixpack Čukur. Čukur je primek. Odkje pa izhaja ideja psevdonima Sixpack? Ja, v tistih časih, ko smo odraščali, oziroma ko smo bili še mladi, ko smo začeli s tem rapom in s temi zadevami, je pač Sixpack
ene izmed pijač bil zelo popularen. Hodili smo v te duty free shope na mejo in smo si kupovali te šestorčke, ki pri nas še niso obstajali. In zraven poleg tega smo dosti poslušali Tupaka, ki pa je imel dokaj podoben priimek kot jaz, Shakur, ne. In potem smo nekako naredili to, oziroma sem si sam nekako namislil to neko six-pack Shakur zgodbo, neko rekel zajebanski del mojega lika je six-pack, Shakur pa malo bolj resen, tako da ni bilo teh six-packov, ko misliš ti. Ampak nekateri tudi niti ne vejo, kako vam je ime. Kot recimo se je meni zgodilo prej, ko sem dobila vašo številko, jaz nisem niti vedela, kako vam je ime. Ja, Boštjan sem jaz. Vsej Čukur je dovolj ali pa kakorkoli, imam dosti nadimkov, tako da Boštjan Čukur v osebni. Tudi Čuki, ja. Vas kliče, že? Kako veš? Vem, ker sem gledala v eni oddaji. Aha, okej. Torej, vaš prvotni poklic je keramičarstvo, ne? Poznani ste pa po repanju. Kako dolgo ste že na slovenski estradi in kaj vas je k temu pripeljalo? Ja, jaz sem, mislim, keramičar v bistvu nisem po poklicu, ampak keramiko sem se naučil polagati z očetom. To je bil moje, kaj bi ti rekel, počitniško delo. Kasneje malo bolj resno, račem v Velenju končal srednjo strojno šolo, strojni tehnik, potem sem šel še na gradbeni faks, ki ga nisem imel časa zaključiti. Celo sem delal še dosti drugih stvari, ampak zdaj nekako je povpraševanje po keramiki zelo veliko in pač sem zaradi tega tudi to keramike delal. Sem pa v muziko, ki sem jo pa skozi zaradi veselja od leta, ne vem, davnega 2001 sem izdal prvo ploščo, ne se čuditi. Probal pač se zabavati, imeti fajn in imel zmeraj neko cilj, da bi moče živel od te muzike. To mi še vedno je cilj, ker vemo, da pač Slovenija je mali trg, ampak se še vedno, bi rekel, trudim v to smer, da bi muzika bila glavni vir za preživetje, keramiko pa da bi polagal samo prijateljev, ampak zaenkrat kombiniram. No. Torej, koliko let je že to? Ja, to je, če rečemo 15 let, sigurno bi lahko rekli, ne, da se že tako, bi rekel, profesionalno ukvarjam z muziko. Res pa je, da sem pri 15 letih, ko sem imel svoj prvi garažni band z naslovom Eros Ramazzotti Worst Nightmare, takrat sem začel delati muziko. Začeli smo špilati po majhnih klubih, tudi v Celju, Mariboru, Velenju, tako da je že kar nekaj časa, ne bi to preveč seštevil, rečemo, da je prva plošča šla leta 2001, 14 let nazaj, pa mogoče kako leto prej sem že izdal kak posnetek brez plošče, oziroma prvi uživo posnetek oziroma studijski posnetek. Nika, s čim se pa vi ukvarjate, če ni skrivnost? Ne, ni skrivnost, ne. Saj veš, mi dva nič ne skrivava. Ne? Ja, tako je povedal Boštjan na začetku. V bistvu zdaj največ pomagam Boštjanu, no, z njegovimi bookingi, PR-jem in te stvari, organizacijo koncertov na samem licu mesta, kje bo stala tehnika, oder, kdaj pridajo DJ-ji in takšne stvari. Torej, vi ste njegov menedžer. V bistvu, ja. Kako dolgo ste pa že vidva skupaj? V bistvu uraden datum je Boštjan. Saj veš, ti kaj ti poveš. To bo naslednje vprašanje, kar povejte, Nika. Ja, dobrih 10 let že, no. Dobrih 10 let, poročena pa bova letos 4 leta. In kako je živeti z znano osebo? Naporno. Če ona bo znana, kot jaz. V bistvu on je moška diva, ne, to vsi vejo. Tako da... Tako da to nekako kombiniram s tem, da vedno skrbim, da ima vse oprano in zlikano, ne. Se tudi ni vprašala, to je bilo vprašanje. Ja, ni. V to niti ne dvomim, da ste odlična žena, kajti tudi sem sledila oddaji Sladko življenje, če se ne motim, in tam sem veliko stvari tudi izvedela o vaju. Zanima me pa še nekaj, ker ste moški tako površni. Ali se spomnite, kako ste se spoznala? Vse do natančnosti. Do malenkosti. Ja, mislim, to, zdaj spoznala, sem se prvič videla, si definitivno zapomnim, ne. Tudi Nika ima mogoče bolj sočno zgodbo iz te smeri, jaz imam bolj omehčano, ona ima iz ženskega perspektive oziroma kota. Ni bila preveč navdušena nad mano, ko smo se prvi srečala. Torej, kje je bilo to? To je bilo pod Pohorjem v Mariboru, ko Nika je bila zagrižena snowboarderka,
in je organizirala eno veliko snowboard tekmovanje v skokih pod Pohorjem. Jaz sem bil snowboarder iz Šaleške doline in takrat je bil na sceni Alien, reper, ne, in z organizatorjem sta pač razmišljala, bi vzela Aliena, ko pa se je v bistvu kasneje spomnil ta organizator, da pozna enega Čukurja iz Velenja, ko se trudi neki z repanjem in sem in tja in border je, pa še nič mu ne bo treba plačati, nema reč ne, poklica ste se za njega odločila. In to je bil ta prvi kontakt, je bil, to je on, to je, ne, po mariborsko. Ampak pol kasneje pa je seveda padla na moje trikove, šarm in vse to stalo. Torej, kdaj je bilo to? Koliko časa nazaj? To je bilo dolgo. To je pa res dolgo nazaj. Uradno ste rekla, koliko, 10 let, poročena 4, neuradno? Neuradno pa mislim, da je to kar enih 14 let nazaj. Še več, po moje. 15. Ja. Mi smo se spoznala prek, rekel, te skatersko-borderske nekega prijateljstva. Mi smo bili neki taki ekstremni športniki vsi. Nekaj je bila v družbi mojih frendov iz Maribora in smo se pač srečavali, potem pa je kasneje pač neka iskrica preskočila, ampak fajn je bilo, ker smo se že v bistvu malo poznali, ker smo oba dva delala neko isto stvar. Tudi zato se mi zdi, da nam zdaj funkcionira, ker oba dva delama z muziko, z zabavnim tem, kako se bi temu reklo? Showbiznisom, ja. Slovenskim showbiznisom. Ja, pod narekovaji. In pač Nika oblada svoj del posla, jaz obladam svoj del posla in nama neko to funkcionira in z veseljem delamo skupino. Ampak Nika, kaj pa vaš prvotni poklic? Kaj ste po poklicu? V bistvu izučila sem se za krznarko po srednji šoli, pa študirala sem tudi ekonomijo, tako da, ja, kar zanimiv preskok, no, iz neke obrti v show biznis, tako da, ja. Če bi imela možnost zavrteti čas nazaj, kaj bi postala oziroma kaj bi spremenila v svojem življenju? A bi sploh spoznala Boštjana? Ja, v bistvu, če bula ne bi če imela, ne, bi če bula bila pravi, ampak v tem trenutku v življenju mojem res ne bi nič spremenila. Se mi zdi, da čez vse, kar sem šla, me je naredilo to, kar sem danes, to, da vem veliko stvari iz različnih poklicev. V bistvu sem tudi svoj ta neki ekonomski del si malo v Bruslju skusila v Evropskem parlamentu, tako da v bistvu potem ugotoviš, da vsak neka branža je v bistvu na koncu en veliki cirkus in show biznis, tako da v bistvu vse te izkušnje iz show biznisa so mi tudi v Bruslju prav prišle, tako da ne bi nič spremenila, no, res. Kaj pa vi, Boštjan? A bi spoznal Niko? Ja, mislim, jaz ne bi spremenil nič pri meni, pa pri Niki, jaz bi spremenil kaj druge v državi, ne. Mogoče bi bil, prej smo se bi pogovarjali, pač ne, da imamo tako krasno državo, ampak da so gospodje v kravatah toliko zafurali, mogoče bi tam kaj spremenil, da bi mogoče lažje bilo za slovenske muzičarje, za mlade, kreativne ljudi, ki jih je dosti, tako kot ti, ne, da bi lažje ta show biznis, ki bi načeloma lahko bil večji pri nas in bolj cenjen, da bi malo bolj zalaufal in drugače pa, po drugi strani pa nas je ta, bi rekel, neka kriza, neki te čudni časi naredila malo močnejše in imamo še debelejšo kožo in se ne damo, ne, tako da. Zakaj pa menite, da v Sloveniji ne uspe ta show biznis, v narekovaju? Zaradi česa? Mislim, zelo mali trg je in zelo veliko ljudi pač je zraslo ob gledanju ameriških filmov in ameriških MTV-ov in enostavno ne more biti isto, kot je tam. Zato to jaz dosti poudarjam v svojih besedilih, to keramičarsko zgodbo, ker v bistvu to je moja zgodba. Ne morem govoriti o Harlemu, v New Yorku, če prihajam iz Velenja, če živim v Mariboru. Tako da mislim, da smo premalo iskreni, da prevečkrat hočemo biti nekaj, kaj nismo in da smo še vedno premalo delavni, da smo bili malo razvajeni. Tudi za mene to velja včasih, ne vem, pred 8 leti sem doma čakal na klic, me je klical menedžer, rekel, Špil, imaš tam pa tam in sem šel. Danes pa za koncert dosti več dela, koncerti morajo biti zelo, bi rekel, prilagojeni publiki, ki pa v Sloveniji
ki je ni dosti. No. In, tako da ima drugačen način dela, ima drugače se moramo prizemljiti, ne, kot vsi bi radi čez noč uspeli, ampak za moj uspeh sem potreboval 15 let, ne, za ta uspeh. In tudi za kakršenkoli drugi poklic je treba dolgo časa delati, da prije ta uspeh čez noč. Ne. In to mogoče ni jasno dosti ljudem. Je veliko žleht ljudi tukaj pri nas? Ne moram reči ravno, da so žleht ljudje. Vsak se pač bori za svoje in v času krize ali pa ko ne gre najboljše, potem mora vsak se še bolj boriti in potem včasih ljudje nimajo za to občutka in grejo za to čez trupla ali pa s tem, ko nekaj naredijo, škodujejo. Kar mogoče v nekih normalnih pogojih ne bi to naredilo iz ljudi, ampak situacije velikokrat težke pripeljajo to ljudi do tega in sploh takrat, ko ni denarja in ko se je treba boriti, potem ljudje včasih pozabijo na sočloveka. Mogoče zato se nam zdi ali pa imamo občutek, da so ljudje zdaj bolj žleht. Torej časi niso krivi. Tako je bilo nekdaj in tako je tudi zdaj. Ali kakšna Ja, sprememba pač- se zdaj tudi občuti? Moraš iti, na koncu moraš iti s časom, ne, kakršenkoli pač je. Če ne, se pač ljudje pozabijo. Dosti muzičarjev je pač, ne bom rekel, cajt povozil, ampak pač niso več sledili temu nekemu tempu. Ne. Pa recimo, čudno bi bilo, da danes en muzičar nima Facebook profila ali pa Instagrama. Ne, Ja. kaj ne. Tako se moraš pač prilagoditi neki sceni, ki je pač, ni več tudi recimo tisti časi nekih diskotek, pa tega več ni, ne. Zdaj so pač neki klubiči, so neki manjši kafiči ali pa je par diskotek po celi Sloveniji, ki lahko, včasih pa je imela vsaka vas eno diskoteko. Zdaj pač tega enostavno ni in pač moraš iskati neke druge poti, bi rekel, da prideš do ljudi. Tudi CD-ji se več ne prodajajo, ne, pa industrija še vedno živi, ne. More nekot, ne, in pač na drugačen način, ne. Pač treba se znajti konec koncev. Ne. Kaj pa menite o slovenskem repu? V slovenskem repu. Ja, slovenski rep je pač ni več tak, kot je bil, kot takrat, ko je bil meni všeč. Ne. Se pravi, ko sem jaz štartal, sem dosta poslušal Aliena, nastajale so te zgodbe iz Ljubljane, od Murat and Joesa do podobnih. Scena se je takrat, bi rekel, lepo razvijala, bili so festivali, nekot smo bili razdeljeni, ker to je tudi velik problem v slovenski muziki, da smo ful razdeljeni, da v bistvu bendi, ki igrajo tule na Štajerskem, ne igrajo nič tam, ne. Niso popularni na onem radiju, čeprav je to 100 km razlike, ne. Ali pa še včasih manj, ne. Vsaka vas ima neke svoje. In pač takrat je bila scena taka, čeprav nismo neki se skupaj družili, vseeno so bili neki festivali, so bili neke zgodbe skupne, so mene poklicali, sem prišel v Ljubljano, so Ljubljančane poklicali, da so prišli na Štajersko. Vem, da v Velenju je bil ta freestyle contest v repenju, v freestylu. Bila je neka taka scena, potem pa je to malo preraslo, se mi zdi, da kar vsaki vasi, vsak ima 5 minut cajta repa in govori in ni več tiste kvalitete in tistega studijskega truda in ni dobre muzike v njihovih podlagah. Tako da jih lahko na eno roko, na prste ene roke prešteješ, bi rekel, te dobre, ko bi jim jaz rekel muzičarje, reperske, ne, ker načeloma reperjev je dosti, kot sem prej omenil. Je pa, se mi zdi, da tudi publika reperska ni toliko zvesta, kot je zvesta rockerska publika ali pa publika narodne zabavne glasbe, ne. Se pravi, dosti krat se mi zgodi, da pridejo do mene ljudje, ki so poslušali mojo prvo ploščo leta 2001 in mi še vedno the best, pa da mi rečejo, ne poslušamo več repa, ne, ampak ok, tisti mi pa še kul, ko si šel mal, ne, tek, bi rekel, s časom in konec koncev se tudi spreminjal skozi vsa ta leta. Tako da pač ni več te zagnane publike in ni dosti teh reperskih dogodkov, no, bi rekel. Recimo, da si želim postati pevka. Kakšen naj bi bil postopek, glede na vaše izkušnje? Kaj moram narediti in do koga se moram obrniti? V bistvu, prvo je najbolj pomembno, da veš ti, kaj hočeš, kakšna pevka želiš biti. Najboljše, če pišeš sama svoje besedila, da se skozi učiš peti. To je najbolj pomembno, da hodiš tudi na pevske vaje, da si suverena v sebe in predvsem to, da si samozavestna in da veš, kdo si ti. Verjetno je to v vsakem poklicu ali pa poslu podobno.
Potem pa je fajn, da si najdeš dobrega producenta, s katerim dobro dihaš, da ti naredi kako dobro podlago ali pa kakšne glasbenike, ki imajo že band, da ti odigrajo kaj. To je to. To sem vprašala mogoče zaradi tega, ker obstajajo kakšni mladi, da si to želijo in ne vejo, kam se morajo obrniti za to. V bistvu danes je najlažje se prijaviti na tak reality show. To zna biti tudi dobra odskočna deska, absolutno, takoj si izstreljen v sam vrh. Problem teh reality showov je v bistvu samo, da začneš na vrhuncu svoje kariere, tako da v bistvu se je res ful težko obdržati. Če zmagaš na reality show leto, dve, pol pa je nova sezona, pa te hitro pozabijo. To je dokaz v svetu in tudi slovenskih reality showih, glasbenih je tako, da ponavadi kako leto je euforija, potem pa se hitro pozabi, če nisi res nekaj posebnega, če ne delaš na sebi, če nisi to ti, da te ne sproducirajo drugi. Tako da to v bistvu je najbolj pomembno, kdo si ti, če si sploh rojen za zvezdo. Če imaš ta that something. Razumljivo. Kaj pa vi, Boštjan, vam je bilo težko priti do tega, kar ste sedaj? Jaz ful to, mislim, dosti se pogovarjamo, ker dosti pač mladih pride tudi do naju dveh, da bi radi imeli neko pomoč, pa sem, pa nimam nobenih težav s tem, komu kaj pomagati, ampak pač problem je, da ne vem, da jaz nisem nikoli razmišljal, ne vem, o tem, kaj bojo drugi rekli, pa o tem, koliko bom zaslužil, pa če se mi splača, pa če bi jaz to ali ne, bi jaz enostavno takrat delal in se mi je zdelo, da imam nekaj zapovedati in vem, da hodil na vse koncerte, rockerske, raperske, delal sem, mislim, jaz sem šel sam naprej, sam delal sem, da bi delal, nisem se menil v marketingu, pa tako si se meni vprašal, kaj bi mogel narediti, da bi, ok, sem pa to naredil, pa ko mi bo to ratalo, če bo mi ratalo, bom pa pol, ne vem, mi bo pa ratalo. Enostavno pač sem delal to, kar sem delal, se pravi, verjameš v sebe, v svoje delo in to se slejko prej obrestuje, ker težko je tudi, nekateri si mislijo, ja, on ima pa nekega menedžerja ali pa on je bil pa na reality show, ampak načeloma se obdržati na sceni je recept sam ta, da si to, kar si, da verjameš v to, kar si in da ker slejko prej te vsi vseh kotov napadajo in če ti tega pritiska ne zdržiš in če nimaš nič nazaj za povedati, te ni več, ne. Tako smo se prej pogovarjali, ko si mi ti rekla, da imaš malo še težave z svojim izgovorjavo slovenščine, ker nisi rojena v Sloveniji. To gledalci moje še ne vejo. Evo, jaz vam povem, ampak to je tisto, kar je simpatično pri tebi, če mene vprašaš, ne. Mislim, da se te bojo vsi zapomnili potem, da se trudiš delati dobro oddajo, da nimaš, rekel, da imaš poseben naglas, ki pa je ful simpatičen, saj za mene in ljudje si vedno zapomnejo tako slikarje kot umetnike po nekem njihovem slogu, ne. Zakaj bi bila pa, če ti še ena voditeljica, če si lahko to, kar si, ne. Torej, bodi to, kar si je vaš. To je to, edino. Ok, ampak vsi vemo, da v Sloveniji žal se ne da preživeti le od glasbe. So vaši projekti kot Hangover in Working Cross nič za obstoj ali res iskrena želja po ustvarjanju? Kaj menite o tem? Ne, v bistvu, tako kot je rekel Boštjan, treba se prilagajati časom, treba je reagirati dovolj hitro. Hangover projekt je nastal iz neke želje po nastopanju in v tistem času, ko je nastajal, ni bilo veliko posluha za slovensko glasbo ali pa globoka besedila ali pa neke žive koncerte in takrat smo rekli, da dajmo narediti en žur, party program, tako kot je treba, seksi pevke, dobre vokalistke in pa priredbe, en tak sklop nečesa drugačnega, kar v Sloveniji še ni in tisto se je takrat izkazalo za zgodbo o uspehu Hangover Ladies, za Sixpack Čukurjem nastopajo skoraj vsak vikend po celi Sloveniji, tako da je to se takrat pokazalo za dobro, da smo mogoče v tistem trenutku razpustili band, ker ga enostavno nismo mogli več financirati in enostavno takrat je šla ta zgodba dalje, ki je zdaj zrasla že spet nazaj v band, tako da zdaj imajo Hangover Ladies in pa Sixpack Čukur tudi band, tako da Hangover projekt je zrastel nazaj v nekaj večjega. Working Cross pa je podobna zgodba, to pa je humanitarno društvo. Čigava ideja je bila? To je Boštjanova ideja. On
pravi, da je nama lepo v življenju, lepše kot večini ljudi, ki sva s trdim delom, lastnim delom sicer dosegla, ampak tudi vsi ljudje nimajo možnosti, da sami trdo garajo, zato se je on odločil, da bi rad družbi nekaj nazaj dal, zato ker družba mu daje to energijo, publika njegovega podpira, gledajo njegove spote, poslušajo njegovo glasbo, tako da je rekel, da bi rad dal nekaj družbi nazaj način, da v bistvu pomaga tistim ljudem, ki enostavno nimajo dostojne doma, dostojnih kopalnic, stanovanj, karkoli. Tako da je ta ideja zrasla iz tega. V bistvu to, kar smo se že prej pogovarjali, veruj v sebe, zaupaj sebi, bodi to, kar si. On je keramičar in zaupa v sebe, v svoje delo, da tanko zalepi ploščico bo držala. Ja, če imaš dobro lepilo, bo, ne? Ampak to je finta, da vse te stvari so nastale zaradi neke krize, ne, na sceni. Ne. In projekt ta z puncami v bistvu je nastal za tega, ker pač smo se mogli prilagoditi malo ljudem, kaj posluša, in ta Working Cross je nastal zaradi same krize, ker pač država ne skrbi za te, bi rekel, socialne zgodbe, in pač tukaj pridemo na sceno zopet ljudje, ki bi radi kaj pomagali. Oboje je nastalo iz situacije, ki je zdaj, in v bistvu zato jaz tudi pravim, da včasih je ta kriza, pa ti slabi časi, da včasih tudi naredijo kaj dobrega, če ne druga pri človeku, da se malo povežemo zopet nazaj v Sloveniji in gremo skupaj naprej. Ja, moram pa povedati, da je Working Cross res dober odziv doživel tudi od velikih podjetij slovenskih in pa tujih, tako da so dokazala tudi ta velika podjetja, da niso zgolj, se ne ženejo zgolj za dobiček, ampak v bistvu res bi radi pomagali tako otrokom kot družinam, ki si tak ne morejo. Tako da tukaj še enkrat na tem mestu hvala Lidlu, pa Kodeksu, Bauhausu Slovenija, tudi oni vedno priskočijo, ko je potrebno, tudi zdaj na Debelem rtiču, ko so preurejali kopalnice, ki so bile iz leta 65, še so imeli otroci z cerebralno paralizo, ker letujejo tam vsako leto kopalnice, čisto neprimerna za njihove potrebe, tako da res tukaj je res... To še dosti je ostali, še ja. Ne bi se naštevali, reklame delali. Tako da res se v bistvu neki projekti res tudi še to čustvenost pri velikih podjetjih izzovejo, tako da tu smo res bili pozitivno presenečeni. Kaj pa slabe izkušnje? Ste jih doživeli veliko? Ste kdaj pomislili na to, da bi kar odnehal? Pa je steni fakt, mislim, težko je odnehati nekaj, kar si navajen delati, pa kar z veseljem delaš, ne. Bila je moče kakšna faza tam leta 2009 ali nekaj takega, po mojem, ko se mi več ni nekaj dalo, malo sem izgubil energijo za delati, ko nisem točno vedel, za koga delam, ko ni bilo nekega interesa med mladimi za muziko. Pa ne vem, pa nekaj še vedno v meni gorelo in pač delamo naprej. Se mi zdi, da pač, če se mi ne bi dalo, ne bi delal, no, tako se mi pa še vedno da in pač delam. To, ker imam res fejst rad in tudi, če nimaš tega fejst rad, hitro odnehaš, ker ko si že predtem imela nekaj velikega denarja, zaslužkov v muziki ni, ampak je pa dovolj, da če se znajdeš, da greš skozi življenje, pa še fajn se imaš zraven. Eden od vaju je ujel zlato ribico. Njegova naloga je zaželeti nekaj, kar bo bilo dobro za oba dva. Kaj bi bilo to, Boštjan? Za oba dva, ne samo zase. Kaj bi si jaz zaželel, recimo, ja. Kaj jaz ne bi to povedal, kaj bi si želel na televiziji, ampak rečemo, da, kaj pa vem, mogoče, da zdaj, da ne bom izpadel, da ne bom govoril nekih finančnih in teh bo bolj delo na nekem, da ne na materialnih zgodbah, ampak tako, da si bi moče želel, da bi v tem oba dva to, kar delala lahko še naprej in da bi od tega lepo živela in se dobro razumela in da bi v bistvu ta najin skupen biznis uspešno deloval še naprej, no. Ker dokler biznis laufa smo vsi srečni, ne, pa se ne kregamo in to je to, no. Jaz to muziko rad delam in Nika se mi zdi, da je itak bila rojena za te organizacijske zgodbe in če bi to fajn naprej delala, tako kot delamo zdaj, mislim, da bi bil one happy family. Ne. Kaj pa vi, Nika?
Zdaj sem imela malo časa za razmisliti. Ja, to ni fair. Drugo vprašanje. Mogoče v tej majhni, v najinem balončku definitivno to, ja, da bi bila res srečna in da bi se razumela do konca najnih dni. Mogoče za kaj večjega pa bi si želela to, da bi se Slovenci malo bolj postavili za sebe, da bi radi slovenski vrteli slovensko glasbo, ker se mi zdi, da s tem bi dvignili slovensko zavest, narodno zavest, s tem bi se polnili slovenski koncerti, s tem bi imeli delovna mesta, glasbeni producenti, pevci, glasbeniki, vsa ta mašinerija, da bi se zalaufala, da bi lahko v Sloveniji imeli tudi res prave zvezde avtomatsko s tem, ki bi jih lahko velika podjetja uporabila za svoj marketing, ker bi spet šlo dalje. V bistvu cel krog ta, da bi začel funkcionirati. No. In se mi zdi, da je tu velika odgovornost na radijih in pa na televizijskih postajah, da v bistvu slovenskih glasbenikov enostavno ignorirajo, da so dobri mogoče za kak dobrodelni koncert, dva, za kaj večjega pa seveda tuje zvezde z Balkana in to mi je žal, to me srce boli, ker sem res zavedna Slovenka in bi si želela to narodno zavest, da se dvigne v Slovencih, da res rečejo kdaj, wow, ta pesem pa mi je najboljša na svetu, pa da bi si žile rezali kdaj na slovenske komade, ne samo na tuje, pa da bi na koncertih na mesto čevapčičev pa pleskavice. Pozabi take zlate ribice. Se bi površki lonec kuhal. To ni več ena želja. Zlati To ni več ena želja, to je že milijon želeni. Ja, ampak je res težava, že takih podaj kot je ta, ni dosti. V bistvu, včasih so bili video spoti, so bile neke oddaje, folk jih je gledal, so bili so hiti, zdaj pa pač enostavno niti več ni oddaje, zdaj ko jih kao ne gledajo. Ni radijskih postaj, teh popularnih, ki bi dali nek prostor za slovensko muziko. In pač to si vsi želimo, pač v našem kšeftu. Tako, jaz to vedno rečem, trgovine, ko prodajajo izdelke, vse lahko kupiš, kakršen holi francoski sir, to. Ampak pač slovenski proizvodi v trgovinah se vse posod reklamirajo, so vse posod pred nami, slovenski, kupujte domačo, bum, bum, bum. Zakaj ne bi bilo v muziki isto? Zakaj je zdaj pa v muziki, ko smo hoteli imeti malo več slovenskega, so se pa vsi zbunili in radijske postaje pravijo, da to ljudje nočejo poslušati. Morajo poslušati to, in morajo jesti domač kruh in piti domače slovensko. Se lahko odločijo, kako se hočejo, sam dajmo jim malo bolj, dajmo malo več kšefta sami sebi, ker nares mi tako zapravo tu, slejko prej, boljše, da ga meni daš. V bistvu to bi si želel, če bi naskrajšam, da bi slovenska narodna zavest in ta zavist, ki jo imamo v sebi, da bi mogoče zmanjšali pa dvignili narodno zavest, ne vem, to. Torej sta zvestna patriota in predvidevam, da če bi imela ponudbo iti v tujino, ne bi. Pa jaz nisem tak patriot, jaz sem tek povezan s tem biznisom, z to slovensko muziko. Jaz sem štartal z angleškimi besedili, jaz poslušam tujo glasbo, ne me narobe razumeti, ampak jaz sem spremenil svoje tekste prvič, ko sem se slišal, ko sem v angleščini rekel, si nisem bil všeč in začel slovenščini in potem pač ugotavljal z leto, da ni enostavni jezik, ampak da zna biti zelo lep, ampak se moraš ukvarjati z njim, Tek se moraš ukvarjati z slovenskimi muzičarji, z muziko, moraš vrteti, ne more biti slovenski komad hit, če ga ne vrtiš. Ni takih komadov. Vrtijo tuje komade, ameriške, vsak dan po 3-krat, valjda ratajo hit. In je pač v tem začaranem krogu sem in vsak dan priješ do nekega zaključka, da kaj bo nekdo tebe poslušal, če te nima kje poslušati. Sam za to. Jaz verjamem, da je prostor za vse in za narodno zabavno in za srbski turbo folk, za vse, ampak dajmo pa tudi podpreti to, če ne moramo drugače, dajmo tek, ker se mi zdi, da prav, da konec koncev tu živimo, govorimo slovensko, jemo slovensko, dajmo še poslušati slovensko. Torej, če bi padla zdaj kakšna ponudba za tujino, pa jaz življenjska sprememba, bi pustila vse? To, da imaš rad svojo državo ali pa verjetno to ti najbolje veš, ne pomeni, da ne bi svojo sreče probal drugje ali pa karkoli. Ampak trenutno se ne čutima, da bi naj klical kaj druge ali pa da bi mogla zbežati ali pa karkoli od tega. Dobro se počutima tukaj, tako da mislim, da zaenkrat. Ja, jaz mislim, če bi bila neka ponudba, jaz bi načeloma šel tudi tu in nimam nič težav s tem. Kaj pa, če ne bi nikaj hotela?
Ja, po mojem je ona prej hotela, kot jaz. Jaz nimam težav s tem. Jaz bi še vedno delal muziko, še vedno bi se po mojem vračal v Slovenijo. Zdaj, odvisno kakšna ponudba. Ne. Konec koncev, pač problem je v Sloveniji, da se pač ponavljajo ti krogi, ne. Da se eno leto to, drugo leto to, tretje leto že spet isto kot prvo leto, v bistvu mali trg, mislim, nimaš kaj za videti. Po drugi strani pa je mirna, lepa država, hitro si skozi njo, se lahko sediš na konc koncev letalo in greš na en izlet, ne vem kam, v neko prestolnico ali v Ameriko ali v Azijo. Ampak jaz doskrat, ko prijema v te, če potujemo, že dolgo nismo, ampak rada potujemo, ko priješ v te prestolnici, si misliš, wow, koliko je tu nekih priložnosti, pa nekih stvari, pa nekih novih stvari, ki bi se jih naučil. To je samo tisto, kar mogoče mene bi potegnilo ven. Ne. Kar se tiče pa pač zdaj v tem trenutku, pa pač delamo tu, imamo se zraven fajn, ampak nikoli ne veš, nikoli ne reči, nikoli ne. Ampak kljub temu ste veliki ambasador Velenja. Zagovarjate Velenje, omenjate Velenje, vse posod po medijih se piše Velenje, Velenje, Velenje. Nika, vi ste tudi iz Velenja ali ne? Ne, jaz pa sem z Maribora. Z Maribora. Mislim, meni je to super. Jaz sem v Velenju zarastel, jaz sem v Velenju začel, jaz imam v Velenju, rekel, tiste najboljše prijatelje. Jaz zdaj živim v Mariboru že nekaj let. Zdi se mi, kot da je Maribor Velenje, se mi ne zdi taka neka, zelo mi je to blizu, vse mi je tako blizu, ker mi smo bolj neskozi na nekem terenu, sem pa tja, da se še vedno počutim, kot da živim v Velenju, ampak ne. Je pa res, da sem dosti krat ga omenil, ampak to je bilo moje mesto, tam sem živel in še dosti krat ga rad omenim v svojih tekstih, da ne bi kdo pozabil, odkot prihajam, pa niti jaz, da ne bi pozabil. In zdaj pač eni so na to zelo ponosni, s tistimi, ko se jaz pogovarjam, eni pa mogoče so tudi mi malo zamerili, da sem šel ven, ampak se mi zdi, da je Slovenija tako mala, da to je tako malo hecno se o tem sploh pogovarjati. Vsekakor mi pa vsi čestitajo, da sem šel v Maribor, da nisem šel v Ljubljano. Ljubljana je tudi v redu. Se vem, hecam se. Ljubljana je tudi v redu. Kaj pa vi menite o Velenju? V bistvu Velenje je eno zelo posebno mesto. Res je. Na svoj način ga imam zelo rada. Rada grem v Velenje, to sploh ni vprašanje. Tam je tudi Boštjanova družina, tako da Velenje je super. Veliko posebnežev živi tam. Z mano verjetno. V bistvu veliko uspešnih ljudi, veliko uspešnih glasbenikov, to je tako, se mi zdi, da je prav posebnost, da premalo to omenjajo, da ne vem, Šankrok, Šato, Natalija Verbot na koncu, vsi, to so velika imena slovenske estrade, ki so pa vsi iz res malega Velenja, tako da nekaj mora biti tam v zraku. No. Res je veliko iz Velenja, tudi Misic, Manekenk in tako dalje. Tako. Punce, to so zmeri frendi, vsi upravljene, lepe punce imate v Velenju. Pač tam je taka fajn mešanca, ne, ljudi iz juge, bivše. Tudi jaz sem mešanca, konc koncev, zato sem tek lep. Ampak tam je, mislim, ljudje, kaj bi te rekel, taka fajn miks je tam naredil, ne. Mogoče mi je samo žal, da se je mogoče malo preveč zaprlo, mesto včasih se mi zdi, da so v Velenje hodili iz cele Slovenije, iz Maribora ste vi hodili v Velenje. Bilo je neko tako mladostniško dogajanje skozi tam, zdaj moče to malo umrlo, ne, vse moče tudi druge, ne. Drugač pa, ja, jaz imam lepe spomine, ne. In se tako pravim, sploh se mi zdi, da sem se kam odselil, pač, ko imam potrebo, da grem tja, grem, drugače pa smo tako po celi Sloveniji. No, nekaj časa nazaj v oddaji Sladko življenje sem zasledila, da se zelo razumete v svojo taščo, torej z mamo od Nike. Imate kakšen recept za to? Ne vse je verjetno, kar je na televiziji. Pač tašče so tašče, tako kako je ona, čeprav je dokaj posebna tašča, pač so vse tašče, vse razumemo, pa vse ne razumemo. Jaz sem zelo korekten do nje, ona je korektna do mene. Se mi zdi, da je zelo zanimiva, da ima kamera rada, kar je tudi velika prednost, konc koncev. Se pa super razumemo, mislim, no, kaj naj rečem. Ja, jaz imam srečo mogoče, da imam res zelo mladostno mamo, ki
Razume show biznis, razume, da naju veliko ni doma, priskoči na pomoč, ko je treba paziti Spirota Potončija, najina psa, tako da v bistvu tudi rada pride na koncerte, pleše, tako da jaz sem zadovoljna, no, v bistvu rajši to kot pa... Ja, rajši to kot pa mogoče kakšno bolj tradicionalno mamo, no, bi pol izbrala rajši to. Kako se pa vi razumete z njegovimi starši? Dobro se razumemo, gremo tja tudi na obisk, predvsem Boštjanova mama rada tudi pride v Maribor, tako da za te velike praznike smo pol vsi skupaj, tudi moja družina in Boštjanova mama, prespi pri naju, tako da tudi babysita živali, tako da ja. Ja, res je, da se manj vidimo, ker smo pač mi dokaj blizu doma v Mariboru in pač te pse pa vse te zadeve. Kdo zdaj čuva pse? Obe dve. Ja. Ampak moja mama malo več, no, ker je v Mariboru. No. Pesi so bili zdaj na enem velikem krogu z taščo, ki gre rada z njimi. Ja. In krog tega, da so zdaj bo izdržali in spijo doma. Tašči pa navadi res radi gre s psi, tudi jaz imam 2 psa, moja mama vedno čuva. No. Tako da poznana mi je zgodba. Kaj pa doma? Kako se doma razumete? Kako vidva funkcionirate? Kdo je ta glavni doma? Mislim, da imamo tudi tam kar razdeljene stvari, nekako ni ta glavnega, ne? Oni so mesti glavni. V bistvu je Maček glavni, ne? On je šef, ja. Kdo kuha? Kako daj, no? Nimamo nekako razdeljeno. Ne, v bistvu imamo razdeljeno tisti, ko skuha, drugi pospravi ponavadi. To jaz tudi govorim skozi doma svojemu fantu, pa pravi, da to ne bo šlo. A ja, da ne? Ne. Tako v bistvu imamo nekako to razdeljeno, da tisti, ko skuha, tisti pospravi. Načeloma je tako, da vedno tisti, ko skuha, tistemu ni tako dobro, kot onemu, ko skuha. Ne? Sam sebi nikoli ne skuhaš tako dobro, kot ti drugi. Tako da potem si vedno, da ti skuhaj, ti boljše skuhaš, ampak drugače kar vsak dan bolj, ko ne kuhava doma, ker se nama zdi, da je to po restauracijah to res redko, zato ker nikoli redko kdaj, da je res dobra pa kvalitetna hrana oziroma nikoli ne veš točno, kaj dobiš, tako si doma narediš, je najbolj fajn. No. Kaj pa najraje delate? Kaj najraje kuhamo? Vse živo, ful eksperimentiramo tudi z azijsko, drugače pa... Smutije sem videla. Smutije tudi, ja. Danes ravno spet. Zeleni smuti. Preden pojem zajtrk, ko spijem en smut. Ne, pa mama... Zeleni zdaj pridejo bolj, po zimi imam bolj roza, rumene variante. Imate kar določeno? Ja, zaradi sezonske stvari. Ne? Zdaj pa, ko je v bistvu dosti mlade zelene zelenjave, pa pridejo bolj zeleni smutiji, tako da zdaj se prihaja čas zelenih smutijev. Pa dobro kuha, Boštjan? Ja. Ne, mislim, dobro kuham, ampak žena mislim, da še vedno boljše kuha kot jaz. Pač ona ima talent, da v bistvu zelo velik talent, da iz nič naredi zelo dobro kosilo, medtem ko moram jaz vse hladilnik napolniti, da pol tiste male sestavinice skupaj zmešam in izpaja dobro. Nika pa pogleda hladilnik več, nič ne bom naredila, jaz eno kosilo in naredi čudo ven iz kosila. To smo ženske praktično. Moj fant to rad dela, jaz v bistvu tako kot Boštjan. Res? Gremo v trgovino in moram imeti tako vse, kar mora biti. Tako da delamo, vsak imamo pa res svoj stil, mogoče res. Jaz sem ful velik fan testenin, ki pa probamo dati na stran, ampak pa mesa, ne, Nika pa te solate, pa kakve take posebne zadeve, ne. Ampak, pač klasično. Domača kuhana. Jaz bolj pečica, fan, vse dam v eno, pa v pečico, pa pol zihar. Pač z eno vodo, pač to je to. Kaj pa pospravljanje, pa likanje? Nika ne pozna likalnika, ne ve, kaj je to likalnik. Jaz likam. Ne rada likate? Ne likam. V bistvu imam jaz nimam težav posesati pa zlikati. To načeloma jaz naredim, ker meni tudi hitro dokaj prej motijo te pasje, bi rekel, otisi, odlak ni preveč, ne, mače, dlake sem te. In nimam težav s tem, pač Nika pač bolj za druge stvari poskrbi, ki pa se jih meni ne da, ne, če še sploh kaj ostane, ampak včasih celo delama zgleda, kot da jaz opravljam bolj ženske stvari kot Nika bolj moške, ker vse zadeve, kar se pogovarjamo, ko gremo na koncerte, se meni se ne da s temi tehniki obadati, ne da se mi ono, ne da se mi rihtati ono, sem tja.
takrat, če mi nekaj zdaj zrihti, si to, jaz grem sam na špilo, odfuram, bom jaz drug dan skuhal, bom posesal, ti samo uredi. Ker okoli tega nastopanja, vseh teh zadev je en kup nekih, bi rekel, pogovarjanj, dogovarjanj, pregovarjanj in Nika o tem, bi rekel, ful dobra, zna biti bolj stroga, zna biti po cele dneve na telefonu, zna pisati maile, zna te zadeve in to jaz dosti krat prepuščam njej. Mama pa v bistvu tudi neko tako pritlično stanovanje, tako da jaz sem tudi poleti dosti na vrtu s kosilnico, medtem ko Nika bolj skrbi za kosilo. Koncerte spet. Pa spet za koncerte. Pa da je za Torej, kaj bi vi brez nje? Se strinjate? Kaj bi ona brez mene, ne? A si ti predstavljaš to? Težko. Dragi gledalci, kaj bi mi brez vas? Sedaj je čas za reklame. Pozdravljeni nazaj v studio, gledate oddajo O. Danes sta moja dva gosta, Boštjan Čukur in Nika Čukur. Torej, pozdravljena nazaj. Zanima me, kdo piše besedilo? Sam. Ja, Vse. Pri rap glasbi je ponavadi tako, da pač moraš bolj kot ne sam sebi pisati besedila, ker govoriš o tem, kar delaš. No. Tako da muziko delam, ponavadi sem tudi prisoten, ko se delam muziko, tako da pravim biti čim bolj zraven, ker muzika tudi more, oziroma besedilo more sedeti na muziko. Tako da zdaj v tem trenutku delam dosti z Tošom, Teodorom Amanovičem, ki je v bistvu tudi Celanar v Mariboru preseljen na podobno zgodbo kot jaz. Prej sem delal s Sašotom Lušičem, z mojim prvim producentom, s katerim smo skupaj zrasla in štartala to zgodbo. Pa še pač sodelujem z dosti ostalimi, če mi je zadeva všeč, naredimo kak duet, besedila pa same. Kaj pa vi, Nika, mu kaj pomagate pri temu? Ne, v bistvu jaz pa te žilice za pisanje nimam, niti za risanje, niti v bistvu nič umetniškega. Jaz v bistvu niti ne čujem, če kdo fuša, tako da. Pojete sama? Ne, nikoli, mislim, pojem rada na glas zelo, ampak potem boljše, da noben ne posluša. A res? No, ker vem, da je vajino življenje sestavljeno iz rim, oziroma da je od njih odvisno, za vaju imam izziv, ki sem ga poimenovala Boj med rimami. Pred seboj imate list papirja in svinčnik. Dokler si bom jaz, gledalci, ogledala vaš videospot na pesem Keramičarski blues, boste vidva imela čas, da napišeta par vrstic eden proti drugemu. V bistvu zarepata. Rap battle. Tako. Torej, pa poglejmo, dragi gledalci. Yes, yo. Najboljši reper med keramičarji pravijo. Najboljši keramičar med reperji. Yes, bluesiness. Yes. Ok, yo. Naj povem vam eno zgodbo izpred parih let. Šel polagat s njeni stranki keramiko in granito gres. Versace keramiko je nabavil za po steni in po tleh. Stari 500 € je dal za kvadrat, majke. Men pa roke so se tresle, ko odprl sem prvi paket. Ker res me ne moti, če kdo ima denar, reči špara na lepilu, snijezen priznam, Majke mi da snijezen velika. Res ne, ne moš to. Šta se mora, sam pri sebi sem rekel. In s poceni lepilom keramiko na zid prelepo. Šljap, blam, bom, kačeš. Zafogiral sem v nulo, spucal, da se je svetlo. Da stranke rekel, ne me klicar, če vse skup se bo odleplo. Ne pa meni klicar, okej? Ker res me ne moti, če kdo ima denar, reči špara na lepilu, snijezen priznam, Majstor, gremo zdaj, hej! La la la, la la la, la la la, la 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 la, la
Čak, slow down, yeah. Podobno je pri nas, v naši muziki. V bendi špilamo za stojn, si okol nas oplačani. Lokal je poln lepih ljudi, pijača je v akciji. Vse je lepo, vse je fajn, ko pa prime mikrofon iz zvočnika za piskami. Ker res me ne moti, če kdo ma denar, a če špara na ozvočenju, jesen priznam, ahaha. Ma jezen stari, ko slabo lepilo, časi še huje, hej! La la la, la la la, la la la, la 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 la. Če špara na ozvočenju, jesen priznam. La la la, la la la, la la la, la 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 la. La la la, yes blues, yes blues. Res me ne moti, če doma ne da, če špara na lepilo, jesen priznam. Yes blues. Vem, da malo bluzim, ampak o čem pa ne bluzim, če ne o tem, kar delam. Se bi bluzil o čem drugim, sem kaj. To je realna zgodba, no. Polagam keramiko, začer žuram, nastopam. Se ni tek slabo, no. Ker res me ne moti, če kdo ima denar, a če špara na lepilo, jesen priznam. Aha. Ali sta pripravljena? Ja, čaki. Ok. Jaz sem pripravljen. Nekaj kratkega sem napisal, nismo zdaj pisali. No pa nekaj dajmo, celih. Boštjan. Ok, si rekla, da mora biti battle, borba, ne? Tako. Ok. Jaz sem zato tako recitiral, ne? Okej. Ker nimam nobene reperske podlage, razen če štima. Kaj moram delati? Sam povejte, kaj... Res je, da si moja number one žena, sam ko repaš z mano, premagate trema. Ko te folk posluša, skoraj zadrema, srečo ima, da tako dobro zgleda. Ampak vse ni problema, vse je v redu. To je zabavna oddaja, to niso odmevi. Nika, feedback. Zdaj se bom jaz osramotila z mojim osnovnošolskim ratom. No, dej se. Dajmo, Nika. Ok. Kako mi je zdaj še bolj narodno. Nič ne radno. Ok. Dajmo. Izve Leja prišel je moj čuki, v MB-ju bil je ruki. Zjutraj mu napravim smuti. Da lažje ploščice polaga in rime zlaga. Bravo. Bravo, Nika, bravo. Vse, Super. kar si napisala. Imela sta več kot 3 minute časa. Pač vidi se, Zdaj se kdo vidi, se s tem, kdo... Ja, vidi se, kdo se s tem ukvarja, Ja, nič res je. hudega. Jaz se nisem na to preveč užaliti, pa sem nehal pisati. Super, sta bila, najlepša hvala. No, Boštjan, če se vrnemo nazaj k upravljanju vašega prvotnega poklica, torej keramičarja in drugega kot pevca, katera stran zares je bolj donosna do dan danes? Keramičarstvo načeloma je posel, katerega bi lahko skozi delo, s katerega bi lahko živel. Zdaj pač to kombiniram, ker delam muziko in mi tudi muzika dosti časa vzame. Pol je, bi rekel, sezona muzike, sezona keramike, tako da pač malo kombiniram in pač vse skupaj pol nisem neko zadovoljen s tem, kar imam. Načeloma mi niti keramiko v nekih obdobjih ne bi bilo treba delati, ampak zakaj ne bi človek nekaj še dodatnega zaslužil med tednom. Tako da pač kombiniram skupaj in je pol to. Mislim, da pač v Sloveniji kar dosti ljudi, ki dela 2 poklica hkrati, da neko normalno živi. Torej vi imate svojo firmo in delate sam ali imate zaposlene? Ne, nimam nobenega zaposlenega, načeloma delam vse sam, zato tudi delam manjše projekte, kar se tiče keramike, ne spravljam se v velike projekte, ki sem ga enkrat leta 2007, mislim, da tudi vzel,
pol za teh neplačnikov pa tega sem to zaključil, tako da delam bolj manjše zgodbe, pa je to. Kako se pa imenuje vaše podjetje? Moje podjetje se imenuje tako jaz, Boštjan Čukur SP, keramičarska lirika je nadimek, polaganje keramike in polaganje rim. Torej, če si bo kdo od gledalcev zaželel vas videti v živo, samo pokliče. Prijemo, za kako položimo delo? kopalnico, odšpilamo, naredimo koncert, vse v kompletu, damo v pust in to je to. Vse kompleto, Pa še super. kako kapo podarimo in pol. Ne. Ja, videla sem, da nekaj imate s seboj. To je morda za kakega gledalca, zvestnega gledalca oddaje O. Naj se javi na Facebooku, bo tudi dobil to kapo, ki jo danes ima s sabo Boštjan. Evo, jaz imam isto na glavi, ta je pa taka za, bi rekel, bolj moderna, za tiste, ko imajo, mislim, da take daljše lase, bolj grungerska bini kapica, kodeksa, lepilo, s katerim jaz polagam ploščice in ena izmed boljših na tržišču, tako da tole damo, za Facebook. Super, hvala. Dajte mi še povedati, kaj s tem lepilom? Skozi ga omenjate. Tudi v komadu Keramičarski blues ste agresivno nastrojen proti slabemu lepilu. Ja. Zakaj? Glej, slabo lepilo je tako, bi rekel, ne vem, slaba šminka. Ne? Verjetno je tudi težko dobiš poceni dobro šminko ali pa dober puder. Se pravi, dostikrat je skrito, stvari, ki so skrite, so dostikrat zanemarjene. Ne? Pač kupujejo si dobre avte, pa nima za bencin. Ne? Kupujejo dobre ploščice, pa šparajo na lepilo. In pač mogoče se mi je zdelo to zanimivo, ker je to taka zelo življenjska stvar in ne samo v lepilo, ampak dosti kje pač ljudje šparajo na slabem ozvočenju. Recimo priješ na koncert, pa vidiš, da bi včasih bilo boljše, da bi še 100 evrov zraven dal, pa imel kaj več kot to, kar je. In šparamo dosti krat Slovenci na napačnih stvareh. Torej vas to zelo jezi. Pa ja, jezi mi. Vse mislim, da komad je tudi tako zabavno narediti, da tudi pokaže, da ni za to, da bi bil fulezen na vse tiste, ko uporabljajo slabo lepilo, poceni lepilo, ampak gre se bolj za to zgodbo, da pač jaz zagovarjam to, da načeloma tudi da se za dobro stvarjo skrivajo tudi dobre lastnosti in dobri materiali, brez katerih pač ta stvar, ki na prvi pogled, ki jo vidiš, ne funkcionira, ampak ne izgleda dobro. Res pa je, da sem pač hodil to narediti na nek tak zabaven način. Razumem tudi tiste, ki si kupijo cenejše lepilo, ampak ta razlika je, se pravi, dosti krat kupijo ploščice za 60-70 evrov kvadratni meter, pa lepilo pa neko poceni. In to je pač napaka, ki se pa slejko prej enkrat pozna. Ja, ampak verjetno tudi Nika se bo strinjala, da tudi poceni šminka je lahko dobra. Ja, v bistvu definitivno, če jo imaš uporabljati oziroma če je ne štrapaciraš preveč, to pomeni za... No, pa bomo rekel, dobro kos mesa, v trgovini je drag, To predvsem, ampak če pa res hočeš nekaj več, pa seveda, tako kot pri vseh drugih stvarih, je kvaliteta tista, ki mora biti na prvem mestu. Predvsem pa je point tega komada, da večina ljudi živi, kot moja babica, na zunaj, notri pa fuj, torej to pomeni to, da v bistvu veliko ljudi z nekimi od zunaj vse in sploh, od znotraj pa mogoče ni vse tako, kot bi moglo biti. To je isto, če imaš recimo nekega BMW-a ali pa nekega Jeepa novega, pa imaš, ne vem, gume za 50 evrov, 40, 30, ne vem koliko stane sploh gume. Pač avto ne bo funkcioniral tako dobro kot z dobrimi gumami. Ali pa isto, če imaš dober avto, doma pa ješ kruh ali nekaj takega. Pa pašteto, ja, točno tako. To je kar dobra prispodoba, ja. Torej na kvaliteto stavite veliko. Ja, mislim, spet je to povezano z financami, ampak pač treba je razporediti jaz tudi raje, recimo, ko delam muziko, raje dam kak evro več za samo produkcijo, za mastering, pošiljamo komade v dober mastering, posnamemo z dobrimi muzičarji, pač so neke stvari, na katerih ni pametno šparati. Raje kje druge, tako da pač jaz težim k temu, da je pač najbolj pomembna neka pristnost pa kvaliteta, to dvoje.
da stvar sej ni tako, da bi zdaj rekel, da zdaj sem dal pa ful denarja za neko stvar, pa zdaj je pa to ful dober. V to tudi ne verjamem. Mora imeti neko dušo, nek message, ampak ponavadi je tako vedno, da te dobre stvari, ki so, pač ponavadi dosti stane. Kaj pa vaše hobije, s čim se radi ukvarjate? V bistvu, jaz sem ful vesela, da v bistvu delam to, kar mi je itak najboljše na svetu. To je show business. Ok, pustimo to. Tega ni trenutno. Tega ni. V bistvu, kaj še ful rada delamo? Jaz mislim, da ti si ženska dosti talentov in da v bistvu se spomnim, niti ne zavedaš, koliko jih imaš. Moram poudariti to, da je Nika sodelovala da je zelo zanima moda in vsem tja in da je dosti krat tudi inspiracija dosti dizajnerom. Ona se s tem ne hvali, jaz tudi ne bom zdaj poudaril komu in kaj, ampak v bistvu je tudi, bi rekel, ena izmed ustanovitelj enega velikega svetovnega projekta, ki se mu reče Remix, ki zdaj vsako leto se predstavlja v Milanu na pravem Fashion Weeku in to je predelava starih kaznenih plaščev v novejše dizajne in te zadeve. To je skupaj naredila z mednarodno skupnostjo krznarske industrije in skupaj z Voguom. Zdaj je to projekt, ki je šel v svet, ki ga pa je v bistvu štartala moja žena, ampak ona tako skromna je to pozabila, da v bistvu za hobi tudi dosti dela za samo modo. Ja, v bistvu to je bilo res, mislim, še vedno je projekt, ki je en zdaj večjih na Fashion Weeku v Milanu. Vzel ga je pod okrilje res potem Vogue. Prvo leto je bila celo Joan Rivers ambasadorka, tako da pa urednica Voga italijanskega, tako da res to je zanimiva zgodba, ampak to bi mogla eno celo oddajo temu posvetiti. Enkrat naslednjič. Kaj pa vi, Boštjan, vaše hobije? Razen glasbe pa keramičarstva. Ja, jaz... Vrtička rad. Ma ne, vrtička... Ful rad vrtičkaš. Ful. Kje? Skozi vrtičkaš. Skozi vrtička? Ja, dobro. Mama vrt, pa pač moram, druga mi ne postane. Ampak nimam jaz... Kaj bi bili moje hobije, no? Ful težko vprašanje, res. Ja. Veš kaj, dosti krat so prečejo ljudje pač za hobije, nek šport nekaj delajo. Šport, evo, se ukvarjate s športom? Ja, v bistvu smo tak bolj, mi smo tak sezonska športnika, gremo ono po zimi v fitness nekaj za 2 meseca, potem pa 3 mesece spet nič. Jaz sem zgubil nek ta stik z temi timskimi športi, špilal sem dosti basketa, včasih skate, ampak vse to zdelam zdaj ful malo, mislim, mene je hobi, ko sem doma, ko nikamor ne rabimo iti na noben intervju, nič delati in moče kaj pojema, kaj dobrega spijemo, gremo na kak kmečki turizem s prijatelji, na pijačo. Za hobi tudi konec koncev prirejamo neke žure, zabave, pustovanja. Ne bi rekel, da bi imel nekaj tak, ne. Po konec koncev so tudi psi, ki imamo 2 psa pa mačko, so kar nekaj vrste hobi, ker moraš z njimi, dosti se jim posvečiti. Če pa dosti se dobivamo z danimi Hangover Ladies, tam mi izdelujemo tudi njihove nastop obleke, tako da šivamo dosti punce, take stvari. Res pa je, da sem pozabil tudi, da slikam, ne, da sem slikar. Ja, slikar si tudi, ja. Jaz takrat vsako leto nekaj spomnim, pa delam to 1 leto in zdaj sem nekaj par slik že naredil z keramičarskim orodjem, z akril tehniko, s posebno tehniko, ki mi je Rajko Ferk predstavil. Tako da, ampak tega že ful dolgo nisem delal, pa sem pozabil, da že to delam. Kje pa imate te? Razstave sem imel že 2, slike imam bolj kot ne doma in med prijatelji raztrosen. Imel sem pred kratkim razstavo v hotelu enem mariborskem, zdaj pa se že kar nekaj cajta spravljam ene kipe narediti in doma imam 4 kalupe za ene 4 zanimive kipe. Ampak to je zdaj res ful povezano s časom, ne. Zdaj v tem trenutku res nimamo časa, dosti snemamo neke komade, nastopamo, imamo dosti projektov pred sabo in pol te stvari, bi rekel, te umetniške stvari, pa tudi rabijo svoj čas, moraš se zapreti malo, tako kot pri muziki v studio, pač tu v moj atelje, v klet in nekaj ustvarjati, tako da včasih bi si želel, da bi več časa imel, ne, ampak zadnji čas je tudi, ko imamo čas, pobegnemo na kako kratko potovanje ali pa daljšo in rečemo, da je to tudi neke vrste hobi, ne. In kam najraje hodite oziroma odpotujete?
Dve skrajnosti imamo, ali super Robinson Crusoe, čista divjina, brez vode, elektrike, brez hotelov, brez samo kemping, ali pa v res surovo džunglo, beton, kakšne velike prestolnice, kaj takega imamo tudi oboje rada. Tako da v bistvu ali eno skrajnost ali drugo, nekaj vmesnega skoraj težko, ne? Ne, vmesno je tek tu. Ja. Pri nas. No, še mogoče eno predzadnje vprašanje, ker vidim, da sta tako popolna in tako srečna in tako pašeta skupaj. Me zanima, ali se kregata sploh kdaj? Po pravici. Ja, mislim, kregava... Kdo je tisti, ki Tako se povzroči? mama fejs rada, tako se fejs kregamo, ne. Zdaj v bistvu, da bi se tako kregala, da bi letele stvari po zraku ali pa kaj. Tega ni? Ne, Nikoli to v bistvu, ni bilo? ne, tako prav ne, ampak se pa dostikrat sporečemo, predvsem večinoma zaradi posla, no, da se sporečemo, da nimamo kdaj istih pogledov na kaj. Doma pa v bistvu za neke take stvari skoraj malo. No. Včasih, ne vem, Boštjana moti, da jaz ne pospravljam za sabo, pol pa drug teden mene moti, da on ne pospravlja za sabo, potem itak doben od naju ne pospravlja kakšne 2 tedna, pa pol oba dva ful pospravljama. To so sladki problemi. To so v bistvu tako bolj Kaj pa drugačni Normalno. problemi, ljubosumje recimo? Tega bi moralo biti veliko, glede na to, kaj delata. Boštjan je veliko v stiku z ženskami, tudi vi ste veliko z moškimi. V bistvu to je res, ampak ko si enkrat nekako samozavesten, pa to v bistvu redko kdaj pomislim na kaj takega. Včasih potem iz šale ali pa kaj drugega bockamo, ne vem, za kakšne take stvari, se boš prečil, ne vem, pa boš šel živeti, ne vem, Velenje nazaj ali pa... Ampak tako prav ljubosumnih izpadov pa, mislim, Boštjan mi nikoli ne da povoda za to, mislim, da s njemu tudi ne, tako da to je najbolj pomembno. Se mi zdi, da s tem ne daješ povoda, zdaj pa to je to. Torej si popolnoma zaupata. Ja. Ja, mislim, da je to fejs pomembno. Ne. V bistvu pa itak sem skozi njimi, tako nima priložnosti. Ne, Nima časa, skozi ste na Če bi tekočem. želel, bi priložnost bi se zdaj najdel, ampak res tem trenutku si ne želim, ker sem dokaj srečen, da imam ženo, ki konec koncev zelo razume to, kar jaz delam in mi celo zraven pomaga. Zdaj ne vem, zakaj bi si želel kaj druga. To je zelo pomembno in zelo lepo. Pa še zadnje vprašanje, kakšni so vaši cilji v prihodnosti? Kakšni projekti morda lahko čakamo še kaj od vas, kako pesem, Ja, še kako definitivno. projekt? Kaj Jaz večjega? Jaz si vedno zamišljam neke projekte, tako sem se lani konec leta z Alfi Nipičem, z Big Bandom recimo nastop. Imamo nekaj še projektov, v katerih ne govorim, ampak vedno so neki cilji pa neke nove zgodbe, zato je tudi v bistvu ta posel tako zanimiv, ker tudi jaz imam zelo širok, bi rekel, pogled na muziko, tako da se znajdemo dostikrat na kakih takih odrih, pa v takih zgodbah, ko si človek ne bi predstavljal. Nekaj, da bi pa mislim, so neke želje, ni pa nekega zdaj cilja, kaj bi moglo biti, ne. Bolj je to, da si sploh nekaj novega spomniš, kar ti je izziv in probaš to speljati in pač zadnje čase nama to, ker nekaj tratujem. Kaj pa vi, Nika, kakšen poseben cilj na področju mode, morda karkoli drugega? Pa ne, v bistvu sem bolj mnenja, da pač ne živim za to, da delam, ampak delam za to, da živim. Tako da v bistvu jaz tudi vedno Boštjana spodbujam to, da ne, pomembno je, da se imamo vsi fajn se moraš imeti v življenju, da to je najbolj pomembno. Slovenci smo preveč v teh nekih, da moraš trpeti in delati in ob nedeljah ne smeš ležati cel dan na kavču, ker moraš kositi in ne vem kaj vse delati. Tako da sem zagovornik tega, da je najbolj pomembno v življenju, da se imaš fajn in res si to želim, samo da bo fajn, da se ne bomo kregali, da bova srečna midva do konca, tako kot sem že povedala. Mogoče kdaj tudi družina, to ne izključujemo, tako da to je to. Skromne želje. Super, tudi jaz sem se imela danes zelo fajn. Hvala vama, ker ste prišla v mojo oddajo. Hvala vam, dragi gledalci, ker ste bili nocoj z nami. Se vidimo naslednji ponedeljek ob 8. zvečer. Adijo! Čau! Čau!